Ok, danes je 4.6.2013, ura je koliko? 21.45 zvečer, kar mi ni treba reči, pa vsakič rečem. Tole so 5 glave. Zdaj pa tako, najboljše je, da en Boštjan predstavi drugega Boštjana. Izvoli, Boštjan. Hvala, Boštjan. Najprej bi omenil, da se zdaj smo ratali zelo anatomski, ne, ker to so 5 glave. In z nami na tretji strani današnjega podcasta, tretja glava, gostujoča, je človek trenutno na začasnem delu v tujini, z domac. Trenutno, tako kot vsi ta pravi gastarbajteri, dela v Nemčiji, kjer dela na višini in sicer je to Boštjan Nahbar, ki ga poznate verjetno, če ne drugi z Twitterja, kjer se pojavlja pod vzdevkom Afna Boki Nahbar. Mogoče ste pa slišali za njega tudi kdaj, ker igra košarko. A to je ta model? To je ta, ja. Ta je kaj višji od tebe. Ne vem, če je višji od mene. To je zdaj že od vprašanja. Mi še stava en zraven drugega, to bomo še videli. Ja. To moramo še videti. Ja. Polet bomo naredili eno tako, vidva se drug zraven drugega postavita, ko bo Boki tukaj, pogledamo, kdo je višji, pa se pa vidva en za drugega tako ob drugega postavita, pa pogledamo, če sta skup širša od mene. Okay. Ja. Ne, jaz sem itak rekel, da mi moramo biti ena trojka za street basket. Itak. To bi bili neuničljiva kombinacija. Kaj ti igraš, ali ne? Jaz sem igral, pa sem si že na prehodu iz osnovne v srednjo malo kolen pofavljal in nisem pa že prej sem tudi priznam, ko smo trenirali tam kljub v Stražišču, ko ga je Podlipnik imel, sem zelo tako, človek rekel, jaz pa Mato sva laufala po ta krajši progi, da ni bilo treba toliko hitro laufati, ker smo čez Stražišče tekli za ogrevanje. Tudi za tebe se bo najdla vloga v ekipi, Anžega bomo dali vsake toliko, da kjer ga zlomijo, pa kaj takega, veš. Ja, se to, jaz sem glih hotel reči, ko bo prišel eden, ko bo mal nevaren, sam pižama njega. Kaj je? Release the dragons, v glavnem. Starega Drakaris, jaz bom plan na igrišče. Ok, to se pravi. Zdaj bomo šli že spet nazaj na Game of Thrones, ker prejšnji teden smo s Savičem imeli Arrested Development Special, ne? Zdaj gremo nazaj na Igro prestolov in sicer na 9. del, kjer se ni nič zgodil posebej. Pač tak tipičen del, prehodni, čakamo, kaj bo v naslednjem delu. In mi dva so dokaj zlobno že, ko sva načrtovala na začetku glav, koga bova imela v tem delu, sva rekla, morava nekoga, ki ni bral knjig, ker sva pač vedela, da se bo v 9. delu zgodila rdeča svadba. In mogoče, da res začnemo kar od zadnjega dela, pa bomo potem počasi šli na une dele, ki so bile skoraj da bolj tranzicijski, čeprav so tudi dosti zgodbe podali. Boki, kako je bilo, ko so se začeli rolati zaključni napisi in tišina? Koliko časa si obsedel? Tako bom rekel, jaz sem v bistvu bil totalno šokiran. Jaz sem danes tudi govoril z enimi par soigralci in kolegi tu, da v bistvu, predem da sploh opišemo oziroma da pomagamo opisati to zadnjo sceno, moram reči, da jaz sem gledal zelo veliko teh serij in dobena epizoda v dobeni seriji, da zdaj od Sopranosov, pa ne vem, Six Feet Under, pa ne vem, Breaking Bad, karkoli se že gleda, nič me ni toliko šokiralo kot ta zadnja epizoda, se pravi Game of Thrones. To je bilo res, mislim, da nekaj takega, da enostavno obsediš, vse je bilo tiho in jaz samo gledam v ekran in samo fuck, čaka, to se je zdaj zgodilo. To je, mislim, ni bilo možno dojetno. Se mi zdi, da je to bila res ena bolj šokantnih epizod nasploh. Jaz ne vem, če vida poznata kako bolj epizodo, da je bolj močno, bom rekel, v narekovajih udarila kot ta zadnja. Ja, mene, mislim, jaz, valjda, ker sem knjigo bral, me pač niso toliko nategnili. Ampak moram reči, da jaz si čist predstavljam, da je mogo bi, mislim, da je res prišlo out of nowhere. Dejansko, ker so... A pa se tako, ampak res nisi imel nobenega feelinga, tako, nisi nič slutil, da bi mogoče lahko nekaj narobe. Veš kako je, najbolj me je na stranski tir postavilo to, ko sta v bistvu Catelyn Stark pa Robb Stark prej, tudi v isti epizodi načrtovala, kako bo ta ona dva
oziroma kako bo Robb Stark skušal izvesti ta napad oziroma ta trika, ne, proti Lannisterjem in tako naprej. In tu sem mislil, ja, to se bo vleklo naprej, on bo zdaj neki probo njih nategniti na neko foro, nekih bo zasačil na levi nogi, sem tja, in tu sem mal zaspal na nek način, ne. A veš, čeprav ta svadba po svadbi vse skupaj sem mislil, mogoče pa bo tukaj sumljiv, ampak nisem pol na koncu, ne. Ampak ko je enkrat eno tistih služabnikov zaprl vrata te hale, a ne, a veš, spomniš tega? Ja. To sem rekel, to pa nekaj zdaj ne bo v redu, ne. A veš, tu sem pa prvič, da me je malo zagrabilo, da sem rekel, čak, tu pa nekaj ne štima, ne. In sem se v bistvu v tistem momentu na nek način ful čudno, sem se počutil, kot da sem eden Starkovih, ko ti naenkrat postane neugodno, a veš. Neki si ujet noter, kao zdaj, fuck, kaj pa zdaj, a veš. In ja, ne, meni se delo to vrhunsko izpeljano in za mene, ko nisem bral knjig, totalno nepričakovano. Komad si prepoznal, ko so ga začeli igrati gor na balkonu pol? Komad v bistvu nisem prepoznal, sem pa pol prek tvojih tweetov malo več prebral o tem, pa sem videl, tako da v bistvu bolj vem, za kaj se gre. Ne? Sem pa videl, da so odreagirali, da je sploh recimo Catelyn Stark odreagirala na to pesem, ne? In da sem videl, da nek pomen ima od zadnje. Takrat, ko sem to gledal, še nisem vedel, ne? Ker se mi zdi, da, ne vem, mogoče se motim, ampak se mi zdi, da bolj skozi knjige zveš te stvari, te detajle. No, jaz iz tega detajla nisem pobral v teh epizodah. No? Ja, ne, ta komad so, mislim, da glih v prejšnjem delu, da so omenjali, tudi ki se pogovarjata Cersei ja, vse pa mi je bilo, ja. Ampak mogoče tle, če bi bil besedil zraven, bi lažji, mogoče te, ki ne poznajo, toliko tudi padlo, ker tle je šla le melodija, ampak je bilo tisti trenutek, ki vidi, kaj je, komad, in pogleda unga Rusa Boltona in pogrunta, da ima verižnino od spodaj, in on jo pogleda nazaj, prav tako Tywin look ji da, ne, prav ki bi Tywina tam posadil sam. Tam, ko je zavihala gor rokav in ko je videla, da ima spodaj tisto železovje, tam sem rekel, tam je konc. Tam pol nisem vedel, tam sem vedel, da bo šlo vse downhill oziroma za Starke in sem sam upal na nek način oziroma pričakovanje bil, kdo se bo zvlekel, ne. In zvlekel se ni praktično dobedno, ne? Ja. Zvlekel se, bomo videli, ne, Blackfish. Blackfish je še scap. To je sreča. To je najbolj srečen majhen mehur v zgodovini človeštva, mislim, da. To je glih ta kontra od tega mehurja Razma predjamskega. Ja, čeprav mi je bilo sumljivo, da mogoče ni on, potem sem razmišljal, da ni on mogoče kao šel ven lik takrat, da bo v bistvu pustil, da se to zgodi, ne? Ampak dobro, se neko bo pustil to, a veš, itak se bo pokazalo skozi čas, a ne, kaj bo s tem. To ti ne bomo spoilali, ne? Jaz moram priznati, to je super bilo, ker je ta, kako so te dobili, jaz sem bral potem, meni tudi čist me je zadel, sicer je samo vzdušje, je tako po svoje zelo kontra prikazano, kot v knjigi, ker tam je vse čas že tako od začetka te svadbe, pa ko pridejo not v to dvorano, pa vse od vzun nabijajo te neki bobni, se sliši, ko oni vzun žurajo in je zelo tako zamazano, hrupno vse skupaj. Jaz te po svoje čisto razumem, da so šli bolj v to, ker bi čisto za samo spremljanje prizora je dosti bolj močno bilo to, da je bila ta tišina, pa samo na glas, pa da se je slišala, kot če bi še stalno nek hrup, ampak tam je bil tako celo to poglavje, ne, v knjigah imaš skozi oči določenih likov spremljaš in to poglavje je Catelyn pripoveduje, pač skozi njene oči spremljamo in tam vidiš, je skozi ta tesnaba, tisti bobni, ki ji ne dajo miru, ne, in skozi je neki, tako imaš občutek, da neki ni čist, ne, ampak vse ima ne, lej, sej so se zmenili, sej bo šlo in tle je bil tudi eno teh, recimo zelo te, ki na westeros.org, ne, te, ki so zelo knjižno orientirani, ne, so čist, da kako so to spremenili, ampak kot ti vidno, recimo tudi iz tvojega, so čist, je vseeno, je ustvarjalcem serije uspelo ujeti to občutje, ne, ker tudi meni je pravzaprav pa, ker sem gledal točno veš, kaj se bo zgodilo, ampak kar te, ne, sploh recimo ta, ker zdaj Robove žene v knjigi ni na tej svadbi in ti misliš, okay, mogoče se bo ona nekako nek zmuzlana, ne, in potem pa samo tisto brutalno z unimi rezi noter v zabodi v maternico, kar je kot mlademu očetu sploh grozljivo. Se strinjam. Čist bum in potem gre samo še, in tudi mi, da so z mojco tam obsedela, gledala so sicer tako dopoldne,
z zatemnjenimi okni, da se je videlo, kaj potevajo, da ni sonce preveč čajno, ki je bilo to glih tiste 2 ure, ki je bilo v zadnjem mesecu sonce, sva to gledala in tudi, pa sem bila kar, mar minut, ja. Mejhan je bilo, mojca je pa že rekel, da mi je že skoraj hotela nadred, zakaj sem rekel, da bova dopoldne že pogledala. Ne, jaz moram pa samo reči, to si ful dobro omenil, recimo, pa tako je Boki rekel, ne, da so pač ga nategnili, ne, pa mislim, da večina ljudi so, saj če po moji dragi sodim, ne, ki je bila čist pav, ampak me je bilo ful dobro to, ker so non-stop, je Caitlin malo razlagala, Walder je pa, ne, to ni poroka, ki jo je hotel, ne? On je hotel kralja, dobil je pa zdaj tega modela, ne? Pa to foro. A še se mi zdi, da pol tako res do zadnjega ne veš, da bo res neki bet. Dokler res unga železja ne vidiš pri Boltonu. Ja. Res ne veš, da ona že cel cajt. No, sam nekaj moram vprašati, ne? Videl, bi se pri knjigi gledal takak detajl več, recimo Boltona, ne? A je v bistvu on pomagal pri vsem tem zaradi tega, v bistvu, da je nekako dokazal Lannisterjem, da je, poleg tega, da je spustil Jamija, ne? Da se je v bistvu nekako odkupil. A je bilo to njegova nekaka poteza za to, da se je on mogoče malo odkupil v očeh Lannisterjev? Da je to pomagal. Ker v prejšnjem delu je on v bistvu pustil Jamija, da je prišel nazaj, da bo šel praktično nekako domov in hkrati mu je rekel, če se ne motim, Jamie, ne, pa čestitke na poroki, ne, reče na čestitke na poroki Robb Starkov. Oziroma njim, ne. Tak pozdravi jih, ja. Tako da tu jaz malo ne vem, je tu kakšna povezava vmes ali ne, ker na nek način on je izpadel izdajalca, ne, oziroma... Ja, sej, ampak pri njemu se v bistvu... Kako zdaj to povedati? Pri njemu se itak nikoli ne ve, a ga sam plačujejo, ne? Ali je sam tak, da se sam po vetru obrača. Ne? A veš, zdaj tako, kaj Kle pride, ne, pol do Roba, pa reče, kaj Lannister always pays his debts. Ne, Lannister send the regards. The regards, ja, tako je, sorry. Ja. A veš, pa ga štihne, ne, tako da ja, on je, mislim, jaz moram reči, to, kar sem že v prejšnjih unih glavah, v Igrih prestolov rekel, meni so Boltona Kle, jaz mislim, da Kle je boljš kot v knjigi, no, kar se mene tiče. Res, tudi tako kot lik, ki se pojavlja, Kle, ki pride, tako kako je vmes ta v nekem ravnotežju med vsemi, ne, čeprav zdaj bomo videli, kako bo naprej, ne, ampak moram reči, da ta z Boltonom scena, ne vem zakaj, ampak mene ful fascinira, no, ne vem, lahko pižama bolj pove, ka... Ja, mislim, Kle je zdaj tako, ne, on je zdaj sicer tukaj rekel, ne, pač Lannisteri te pstijo pozdraviti, ne, oziroma pošiljajo pozdrave, v knjigi tam sam Jamie, ne, tle so spremenili na cele, ampak je še večja to, pač ta ironija, Jamie tako reče, veš, če greš na poroko, da ga pozdrav, ker njemu ni jasno, kaj za vzad plete, ne, in potem tle pa pade protko kot ata na mamo potem ta izjava. Je pa jasno, ja, da je bil pač očitno Bolton upleten v to, da je vedel in da so malo računal, ne, da že kam kdo bi lahko glede na to, kako so vsi Roba zapuščali in vse in je. Hotel sem sam še to reči, ne, da ko smo se njih pogovarjali prej, ko smo začeli s to zadnjo sceno, moram reči, da jaz sem dostikrat bral knjige, pa potem videl ali film, ali pa recimo kako serijo tudi, pa kaj takega, ampak moram reči, da mogoče se malo čudno sliši, ker nisem bral knjige in mogoče nimam na nek način pravice to reči. Ampak meni se zdi fajn, da nisem bral knjige, ker to tak šok, ki sem ga doživel, je res bil nekak, kljub temu, da je bil tak negativen, ampak res že dolgo nisem ob kakšni seriji ali pa filmu toliko obsedel in rekel ne morem verjeti, veš, in to me je prav svaka častno. In se mi zdi fajn, da nisem bral knjige, no, čudno, drugače to ne bi rekel, ampak moram reči. Srečo imaš pravzaprav to, ne, da je televizor ena taka velika stvar pa draga, ne, ker mislim, da pri temu poglavju v knjigi, da to je knjiga, ki je največ letela po zraku v vsej zgodovini. Tudi, kad imajo metalci na svojih shodih tekmovanja v metanju v Bibliji, naleti to knjigo kolikor tlele, ne? Ker to res ljudje, ki so pravi, ki so to brali. Jaz sicer sem čist padel, mene je zamoril, ampak sem zelo hiter. Mislim, da še isti dan potem naprej bral, ampak so ljudje, ki so prav obupali, so ono knjigo vrgali, da je mir, kaj bom jaz s tem delal in niso mogli. Pa vsi pravi, ko so se vrnili po dnevu, 2 tednu in te še bolj noter, ne. Ja, ker tudi recimo seveda bil je šok totalen, ko je v bistvu ta Eddard Stark oziroma Ned Stark, ko je šla glava, ne. To je bilo totalno nepričakovano, noče se zdaj vračati nazaj, ker ne komentiramo tiste epizode, ampak hočem reči, da ta je na nek način bila še bolj šokantna za mene, ker nisem bral knjige. Ne.
tako moraš. No, pa se to, meni je glih en kolega rekel, ne. Mislim, da je na Twitter napisal, da se njem Benač naučil od Edarda. Ker že tam je bilo, v bistvu serija je bila zdaj po tej sezoni, pa 2,5, pa 3/4 od prve sezone je bila že godna za neki tazga, ne, izven konteksta. Ne. Ampak jaz sem glih to znal reči, a ni najlepš, kad te pač umetnost takšna ali drugačna tok na te, da je takole. Jaz ne vem, kva več se da doseči, iskreno. Je pa res, da tako kot je Pižama rekel, v knjigi si isto in zgrožen in obolevaš in mislim, ni dosti drugačno. Ja, si predstavljam, da znaš zamoriti knjiga, no? Ko je rekel to Pižama. Si predstavljam, da bi tudi mene zamorilo, če bi recimo bral to in prišel do nekaj takega. In se mi zdi, da je veliko lažje vseeno potem pogledati naslednjo epizodo, ker končaš v 1 uri, pa tako, in recimo počakaš teden. Knjigo je pa le malo teže pobrati spet po nekem takem šoku, se mi zdi, no, vsaj meni bi bilo, ne. Ja, kako se pa, tlede ponavadi je pa ta trik, ki ga delaš po takih poglavjih, ki se zgodi kdaj v knjigi tudi, da za kakšnega drugega misliš, da je mrtev in potem res tako besno listaš naprej po knjigi, da vidiš, če ima ta model ali pa modelka še kakšno poglavje in si rečeš, ok, v redu, živa je. Drugač pa, to sem jo hotel vprašati, vidva, ne, to, kar ste že prej malo omenili, ne, mlada očeta in to. Ne. V bistvu me bolj iz tega zanima, ker tam veš, da so imeli ekstra pogovor, koliko brutalno bo ta scena zgledala. Ker vse smrti, ki so bile do zdaj, ne, neki ekstra gori niso bile. Ne, so bile poslušaj me, sam poslušaj, da do konca povem. Tako, ker je bilo to gori, ne, to je nov nivo za Game of Thrones serijo. To je moj point. Mislim, da so šli še eno predstavo. Se strinjam. A pa 2, ker to je bilo, mislim, sploh na kak način je končalo, brez neke glasbe na koncu, brez neke, samo tišina, samo una kri, odrezan vrat v bistvu, oziroma prerezan vrat in sam tiho. Ne? In se mi zdi, da je ta tišina dosegla veliko več, kot pa če bi tu bil nek build-up, pa še neko prerivanje, pa neki, ne vem, akcijski film varianta, a ne? S to tišino so dosegli več, kot bi s čimerkoli drugim. Ja, tle se vidi, kako se Caitlyn na koncu že čist zlom. Ona še zmer proti upanju upa, da ji bo uspeli spogajati za svojega ranjenega sina, da ga spustila in ne gre in pač in grozi, da bo ubila ženo, ne, od Freja in pravi, kaj se si bom novo najdu. Ker je itak neka 8 ali 9 njegova. Kako je pravzaprav v tistem obupu na koncu, ki vidi, da ne more več, ki vsem pa, ki gre vrat prirezati in tisti krik, ki je zdaj, mislim, tisti je perfektno, kako je spačen obraz in sam krik, ki ti dejansko zledeni kri po žilah. Če greš recimo prejšnjo sezono, smo imeli krik tistega, se je končal s tem krikom belega hodca gor na konju, ki je bilo tako nekako grozljivo, ampak pol tok ni zasekal noter ali v srce ali v neko čustvo, kot karuno, ki vidiš, kako je sam še en krč v njej ustavil in potem je čist katatoniča. Ona samo še stoji in sploh se ne trud, ne da bi ali ušla ali karkoli prav, ki vidiš, kako je cel svet si en za drugim tako zrušil in ne more več in je dejansko pravzaprav je to, kaj je ubil, je odrešitev za njo. Ja, v bistvu je s tem, ko je v bistvu zgubila sina, kralja, v bistvu. Jaz mislim, da je to ona, to je bilo za na konca. Mislim, da se to ona, to se je videlo, mislim, vrhunsko odigrano, da je v bistvu se je predala. To je bilo na koncu, to je bilo čisto eno. In je sam še čakala, da je nekdo, bom rekel, to end the misery, tako reče, veš, ker je bilo, mislim, da je bilo to čisti poden, jaz mislim, da. In mene je to res mene je, se me dotaknilo na nek način, no. Te prebije, veš, tako dobro je bilo odigrano, No, pa zdaj, ki smo, povej. Mogoče bi skočil še na to, razen če hotel ti še kaj, Anže, o Caitlyn, ali si hotel preskočiti? Ne, jaz sem v bistvu hotel skočiti na Walderja Freja mal. Aha, no, ker pa bom jaz potem naprej uno. Ja, meni je glih to, ker smo se omenili dobro odigrano, Mislim, če je kdo skinu enega ogabneža strga, je lova to v tem modelu. Jaz veš, kako je to, palka zgubiš službo na Bradavičarki, ki te nočijo več za hišni karataš in tak star zamorjen zdaj. To je to. Ne, ampak res, moram reči, da
te character actorji, ki se na vsake doktajta pojavljajo v teh serijah, ne, veš, ki je res en star model, ki si ga nekje videl, ne veš, kje si ga že videl, veš, ko igrati. Zmeraj se je kdaj kje pojavil, ne. Tega so res skinuli v nulo, ne, kar se mene tiče. In to sem se hotel glih navezati na to, ki je mogoče, ne vem, koliko je bilo jasno, to mogoče za Bokija, ne, mogoče je to celo ena od ta prvih scen, ko, mislim, ta prvič, ko pridejo do Twinsov, ki jejo kruh pa sol, ne. Až tam, ko vsi jejo, ne. A to veš, zakaj je bilo? A to jasno folku ali ne? Meni ni čisto jasno. Vem, da se delijo v bistvu isti pladen, ne, in isto kruh in sol. Ne vem, po čem je fora, ne, oziroma kaj je tu zadaj. Ja, zdaj pižama popravi me, ne, ti enciklopedija, pa to ne, ampak to je, tam je dejansko to dosti izpostavljen kot, če pa pod isto streho, ne, pri njemu, ki si v gostih, če skupaj ješ, ne, to je to, pa si safe, pa se ne more nič zgoditi. Neverjetno. Ker saj jaz imam tako v spominu iz knjige, da je v bistvu Martin je bil to ta glaven vzvod, ne, da te tam pomiri, ne, v bukli. Veš, reče, ok, zdaj so pa jedli skupaj, ne, to pomeni, da zdaj se to pa... To je dejansko najhujši greh. To je tako, kot recimo to, da kralja ubiješ ali žlahto, ne, je to, da ti goste. In mislim, da neki so omenjali to ali pa Krastorju, ampak se čist nas zgoditi, da bo mogoče v naslednjem delu to, ki je bolj razložen. Fino bi bilo, ne, ker tle je, niso to, čeprav mogoče, a veš, spet tle niso toliko tega razlagali, ker bi bilo, če bi rekli, aha, zdaj pa to in bi že ljudje posumali. V knjigi imaš polno teh, recimo tudi to v knjigi, kad tle ni bilo, kad pridajo tja in je ta sivi veter od Roba Krvovolk noče naprej in renči kao, pojmo nazaj, ne je to ta grad in vse je tle izpuščeno, ampak meni se glih zaradi tega, ker mi smo zdaj že tako cinični te gledalci, števajo, da takoj, kad neki ne bi štimal, bi takoj rekel, tlele pa neki bo. Ti vizualno tako zadane, ker tam so pa sprot mečke noter, tako nametani, pa ko greš še enkrat brat, dejansko vidiš, koliko je enih stvari, ki nekako ne klapajo, ne? Kako, mislim, ne klapajo, so dejansko neki namigi, da bi lahko šlo kaj narobe, ne? Ampak mislim, da tle je bilo glih to, ker je vse tako lepo, pač vse bilo mejhan, ja, pa on je bil šovinističen prazec, ki si je ogledoval tam ženo od Roba, pa vse pa une svojih čerke. Ja, ampak mene pa ti mojstrsko speljan, ki pač je tako, to je tako narejen kao, lej, zdaj moramo ga mi poslušati. Ja, se to je. Zato, ker smo ga nategnali. Jaz sem pa to, če lahko prekinem, jaz sem pa to videl lihko to, da bo on sebi dal zdaj duška, a veš, tu bo naredil, kak hoče, pol na koncu bo pa itak rekel, evo vam vojska, gremo zdaj skupaj, kao, a ne, a veš. No, to sem skos pričakoval in tu so oni mojstersko naredili to, da na nek način, da so te speljali ven z te poti in zato je bil šok na koncu večji. Ja, točno to, zdi se, da on je zdaj se ta živlo mal in to je zdaj njegovo, ne ima in, ampak pa... V bistvu je scenarij bil tako narejen, da je ves ta cinizem, ki ga že imamo, ki smo vsega več ali manj vajeni, sta igrala na točno une strune, da ti je vse to zameglil. Vse sta tako naredila, da v bistvu nikoli nisi mogel reči za zihar, klepa neki naopalil. In polka ni palil, res ni palil. Meni je sam žal, da nisem počul še punce moje, da nisem snemal, tako kaj bi pol ti snimil. To mi je goddammit, zakaj se nisem to spomnil. To bi mogel narediti. Sigurno že obstaja ki na netu kak kompilacija vseh... So. Kompilacije, tako da bojo odspod linki na strani od glav bojo. Ja, ker je tega to, pa eden je naredil Twitter account, kao Red Wedding Tears. in zdaj retvita vse ljudi, ki kričijo, kako krut je George R. R. Martin za to. No, pa ena stvar, ki je tudi prpelala do tega, zdaj, recimo, v tem delu nismo imeli nič kraljevega pristanka, vse je bilo Santa Sever, pa če smo skočili kadeni, ki bi mogoče po svoje bi lahko spustili ven čist narativno za ta del, da bi bil sam tle osredotočen, ampak kaj je naredil? Imeli smo 3 prizore, kjer razen sama pa Žilka, ti si bil res tak lep komičen element, kjer smo se mu vrnili poznaj, ampak posod si mi prdeni in zdel, une bojo pobil tam noter, 3 so poln teh sužnov je okol, pri čemer moramo reči, da to je bil en boljših borb, je bil ta, se mi zdi, ker so teli, ker so bili Džora, pa Dario, pa Sinčar. Ja, ti si je proper zgledal. Sploh kaj model delal s ulico, ne? To je bilo super, ne? Ampak spet misliš, konc bo, nekaj se bo naredil, pa je v redu, pa pri Johnu tam, ki
ki ga skoruni divježi ubijajo, ki pogruntajo, da je še zmeraj v resnici vran, brat nočne straže, ne, pa ga nekako rešijo in mu ni. In posod je bilo, da se nekaj bo, se je rešil. Ne. In tudi s tem si mu skozi ta tension release, ki je šel, ampak pa se je lepo iztekel za te in se je za te. In meni se je tudi čisto podzavestno, pol si imel, itak je to en tak del teh, kjer se vse lepo izteče. Ja, ker tudi ni zadnja epizoda, ne? In večkrat v teh serijah imamo v zadnji epizodi tisti šok in tisti boom, ne? In tu sem jaz čisto pričakoval, nekaj se dogaja, oni bojo pa dokler tu sklenili neko zavezništvo in tako naprej in mogoče bo nek mali šokčič, a veš, kje kaj, ampak v naslednji epizodi bo pa pol to ta glavno, ne? In zdaj se mi zdi, da sta že v prejšnjih epizodah glav komentirala, da je možno, da že kako epizodo prej doseže tisti vrhunec, ne? Čeprav, ne brati, da se naprej govori, ampak pravim, da to mojstrško delajo, da v bistvu res ne veš, od kje bo priletelo, a veš. In zaradi tega se mi zdi, da to je ena za meni daleč najboljših serij. Se ustavimo še malo pri Daenerys? Dajmo se najprej, zdaj, ko smo bili čist temu in zamoreni in vse. In se bomo verjetno še kaj vračali, ker se bomo kaj spomnili. Recimo ena taka lušna stvarca, ki je bila tukaj, je bilo videti, čeprav niso omenjali, ampak to je pa recimo za bralce knjig enega Manderlija videti med temi severnjaki, ki se je videl, ki imajo tako res veliko broško tega povodnega moža, Mermana. To si ujel že? Sem ujel. To je bila ena taka, ki je recimo, bila za bralce knjig noter, da reče, se so tega tudi, pa recimo na to Boki lahko poveva še, je pač, da v knjigi je res zelo bolj krval, tam se tudi še malo bolj borijo, pa vse, pa si ta sivi veter, volk je uspel iti in jih par pokolja, ampak glede na to, kakšne, da snemajo z živimi živalimi in vse, da bi morali to z nekim blue screenom in vse je bilo čisto redo, ker je bilo tudi sploh ta žalosten pogled tam, kot Arja, ne, no, že Arjo lahko, ker skoraj je že tam, skoraj se že se stane z njimi in bum in vid se vrnjake, in jih pobijajo in potem zagledate sivega vetra in pred njenimi očmi ga ustrelijo in ko dol pade, ne, izdihne. Tlej mislim, da je tudi prvič, ne zdaj, ker da smo videli umret krvovolka, ker Nimerije, gospe, tiste ocance nismo, se je sam slišal v prvi sezoni. Tukaj pa res kapade in je tako žalosten, ker tista mogočna glava pade dol in vidiš samo še, kako se oči zaprejo in tudi tako. Ja, pa še to je vse, ker čez Arjo vidiš, narejen in je res tako, pač ti se bilo zelo, to sem z največjo fenico, Tamara Lango zgovoril, in je rekla, da volka so ubili, da kako lahko, da to je bilo, mislim, da to je skoraj bolj grozno doživljala, Red Wedding. Ja, kar ne rojenega otroka, s tem otrokom je bilo po svoje, ta en boljših memov, ki se je pojavil juna, pač otroku dajo ime po Seanu Beanu, naslednji trenutek umre. Ja, wow, to pa ste, to je res v bistvu. Še tle so to, da leš Eddard bo, veš, Bog, upanje, ne, tukaj imaš George Martin, hrani se z našimi solzami. Ja, on se z tega napaja, po mojem. Drugače pa že spet, zdaj, ko smo Arjo omenili, je bila lepo ta štrena z Houndom prepelana tukaj zraven, kar je skoraj žal malo, ker jaz sem upal, da bomo še tako več videli tam, ker sta sama, pa se mislim, da bomo še kaj mogoče. No, mogoče še bomo, ampak to je unga udar modelka, pa je pogledati, tisme je bilo dobro, tako se mi zdi, da so bili neki te momenti, tudi malo nežnosti tam vmes, pa to pa že spet njene grožnje, ko vsakmu te drugmu reče, jaz te bom ubila, na takšen ali drugačen način, ta štrena je bila tudi dosti dobro pripeljana. Pa že to, da ona Hounda malo umiri, že to. Pa ki pa pridajo noter in kao ne morete not, pa Hound tako vas, kako, parkle imamo, veš, to je to, Bratovšek jih je naredil, tlele parpelamo sem, Bratovškovi parkle, JB 5 zvezdic, če bi jih kje druge, bi Mišelinke imeli. Sem enega tam grozen, ko on tisti je, pa je reče, ti si res, ti si tako nagražen, res, pa sem drugače rad svinino. Ti v obkašni pravi kmet
kmečki pojedini bil zraven. Ne, pa se odojk, pa to je vrhunsko, ampak me je to nesko, ka une med žnabli unga parka, ko reče, kao, the best part of the pig. Tisti res tako, okej. Sem lahko čisto odkrit, za meni se je malo zluštalo, da bi proboj. Ja, se oni morajo biti dobri, če jih tam prevaža, boh ve v čemu, v nekih sodih. Vloženi so, ne? Vloženi, se to je. Kaj kumare, samo so vloženi, pa lahko nehamo o vloženih zadevah govoriti, ker vemo, kam bomo zašli. Kdo Jančkom? Kaj pa še? Ne, zdaj, če se smejo, meni bil ena boljših, pa taka lep nanosnik na prvo sezono, ki razlaga Sam Žilki, kako je on vse tam bral v knjigah in kako je tam in ona bolja, kako pač, kva ti gledaš te črke, vse to veš prav, ja, in ona, ti si čarovnik. Ja. In on tisti nasmeh na facija, nekao, ja, se sem res. Kao, fajn se mu zdelo, ne, pravno zadovoljstvo, ja, da mu je končno, mislim, da mu je nekaj rekla, ja, da mu je spovedala nekaj, ne, da nekaj pa zna, da je nekaj podoben. Ne, pa to, ne, ker oni v prvi sezoni, ne, tisto, ki se pogovarjata z Johnom, ne, in ki pravi, how I always wanted to be a wizard, ne. In tle smo zdaj dobili, to, imeli smo payoff na 2 sezoni poznaj, kar pomeni, Game of Thrones kopira Arrested Development. To development, to je to. Tako da sem vedel, da boš to rekel. Savič, zdaj moraš začeti gledati. Lej, vidiš, to je znamenje, Savič, glej Game of Thrones. Sem vedel, da boš nekako na to navezal. Veš, kaj sem še hleval reči? Ne? Ful mi je dober, v bistvu, ker zdaj John je prišel na južno stran zidu, ne? Se v bistvu tam križa z Brenom pa z Rikonom, ne? Pa imaš pa na drugi strani Sema pa Žilko, ne? Mislim, šele v seriji sem lahko v glavi povezal, koliko skupaj se vse to dogaja. Veš kaj, mislim, da v knjigi zmeram nekak feeling, da so večje razdalje. No? Sej vem, da je in zid velik, pa da je tam veliko, je še zmeram 100 kilometrov. No? Tako se mi zdi, da kle v seriji nekako dobiš feeling, da je tako, ta je kle, oni so tam, ona da sta pa čez, recimo. Ne? Veš, in nekako pričara to. Cel ta wall, pa to dihotomijo pač med wildlingsi pa južnaki, ki so zdaj pač vsi v bistvu zamiksani, noter, pa se mi je zdaj tako dejansko cool, saj ta začetni del sem rekel, že spet bomo bolj north gledali, sem kar malo pozabil, da se bo tam sploh kaj dogaja. Če dam sem eno kritiko na recimo to serijo, ki kritik drugače sploh nimam veliko, če sploh kjer, ampak recimo ena stvar, ki se mi zdi pa, da nekako niso najbolj gledalcu dali možnost, da razume, so pa te distance vmes. Veš, koliko je daleč, recimo, ne vem, King's Landing od Riverruna, koliko daleč je Wall. Vse na mapi vidiš na začetku pred serijo, ampak vseeno nekako ne dobiš pravega feelinga, a je to, ne vem, 100 dni hoje, a je to en teden jahanja, a je to, a veš, kaj mislim povedati, ne? In tu te distance se malo vmes zgubiš in ne veš lih, koliko časa pa zdaj potrebuje da gre recimo s konjem v enega kraljestva oziroma en kraljevino v drugo, ne? In tako naprej. In tu sem se malo zgubil, ker nimam te, bom rekel, pravega feelinga za te razdalje, koliko je ta njihov svet res velik, velik je, ogromno je. Ja, ne veš, nimaš kot tega feelinga. Kot v prejšnji sezoni, ki je mezinček kar malo okoli leta. Zdaj sem tle. Ja. Tako zelo... Pa se moram reči, ne vem, jaz tudi v knjigi, recimo, veš, nimaš neke dosti boljše predstave, ne? A veš, valjda, lahko zmeram na mapo pogledaš, pa si lahko nekaj predstavljaš, ne? Ampak tudi tam je tako, v bistvu a veš, ker pri njemu tako lahko traja 3 poglavje, ker se eden premakne od nekje do nekje. Veš, on ima zelo malkrat, prej ti bo povedal 7 vrst dreves, pa 4 vrste konjev, pa 4 potoke, ki jih človek prečka, da bo prišel do nekam. 5000 jedi, ne? Zdaj smo imeli končno na porogi, to je Mojca zadnjič rekla, da moramo omeniti, da na Hodo Convention je to rekla. Minus Tyrionove sansine svadbe je bilo, da se ni videli jedine. Ker Maris Martin opišeš, če te zdaj imel, da ti, ki si unga gledal psa, da bi probal une parkle, ko boš prebral, ker te bo imel, da bi jedel limonine kolačke, piškurjevo pito, to boš prav hodil, boš rekel, kje mi je zdobo enega piškurja za eno pito. Tako na Twitterju boš spraševal, hey guys, where in... our town is the best place to eat lamprey pie, yeah. Ampak on ima to, res, on ima te opise, res, ali konje, ali ti pa opiše celo mizo
čisto vse, kako je bilo to v putru, pa kako se stvari cedijo dol. Pa res, sploh pri teh porokah, to je Mojca dobro rekla, zanj smo bili na Hodo Convention, da kje je bila hrana, da kaj je to, da pokaže 2 šota nekega mesa in to je to, pa 4 grozdje. Tle so pa zdaj imeli, tle se je pa videl, tle so jedli in pil in vse in kje smo že ostali? Pa teh razdalja, veš kako si mogoče, najlažje si, zelo so neenakomerno velika taka res, recimo cel sever, recimo tam od neko drečnjave, pa malo nad drečnjavo, pa pol do zidu, je približno toliko velik, kot vse ostalo spodaj. Je tudi zelo redko poseljen, ampak tam je največ, se pravi, ker si ti enkrat od spod med temi, recimo Kraljevi pristanek, pa pol gor ta Heron dvor, Dvojčka, Rečnjava, to so, mislim, so daljše, ampak še zmer par tednov razdalje, ampak niso pa toliko zdaj, da bi... Ja, to so v bistvu sosedi, če tako gledaš. Sever je pa pol gor tam nekaj čist prostrano. No, ampak smešen komentar je bil enega mojega kolega, ki tudi gleda, ki je rekel, pa recimo ta Daenerys, na drugi strani morja že toliko časa zbira vojsko, da pride čez, ampak tam izgleda čisto lepo, skozi je sonce vroče, zakaj ne ostane tam, vse ko Miami, a veš. Je bil Američan, je rekel, it's like Miami, a veš, stay there. Lepa. Zdaj bomo poslušali, pa se pravi, če je bil prejšnji teden soundtrack La Bush, Do You Wanna Be My Lover, pa zdaj soundtrack Will Smith, Welcome to Miami. Zdaj si predstavljam Daenerys, ki si rekel Miami, ta pa Two Live Crew varianti, spoti, pa to je. Ampak glej, pri Daenerys, a veš, je pa že spet, se dobro bildajo ta odnos med njo in človekom z ličnicami, pač z Dariotom, se mi zdi, da že spet je, pač glih tok pletejo, kakor morajo plest, to v pižama, mogoče malo da razumem, ampak dejansko so upeljali enega lika v 2, v bistvu kaj, zdaj 2 dela je prisoten, realno gledano, pa misliš, da je bo tam že cel cajt, tako. Mislim, jaz sem tak feeling dobil. Tako, zdaj je on že del tam, Second Son so njeni, zdaj gremo pa se teps noter in klej bi se res navezal na tist, pa klej Bokija vprašal, a fight scena, to, kaj je že prej pižama omenil, a se ti je zdela tako isto legitimna, kakor nama, ali ne, veš, glede na budžet serije, pa to, kar se je do zdaj dogajalo. Ne, čist cool, sploh ta, kaj je Črv Worm, ali kaj je že, oni so sesuli. Grey Worm. Grey Worm, ta z sulico je mojster, ne bi šel blizu. Ne glede, da imam verjetno distanco moje roke, veš, ono pri boksu komirijo, da imam kao distance, imam veliko boljši, veš, da sežem iz njega predno on mene, ampak z ono sulico bi me po mojem 4 metre že zagrabil. Mislim, da z ono sulico mu tudi manut bolj ne bi zraven prišel. Ja, točno tako, ja. Nikar smo imeli minute bolj referenco v podcastu o Igri prestolov, sam povem, ker to mislim, da je podatek. Da se minute bolj avera. Ampak on je res, tle je bilo pol ta prizor, ki se vrnejo, isto misliš, tam oni upadejo, a si rekel si, da je malo stražarjev, pa on tako či samo zavestno darijo, malo, veš, kaj je to tam 15 ljudi, ali koliko so jih mogli najprej poklet. In pol, ki jih še več pride, in pa, ki pridejo nazaj in v prvi vrsti gresta Črv pa Jorah, in tako Daenerys prva stvar, ki vpraša je bila kaj darijo. In ko vidiš na faco od Joraha, ki se prav vidi, shit, I've been friendzoned. Tako dvojke mu v očeh vidiš, ko mu zasvet. To je tak največji, to je na zmanjkarijah, če te zavaraš, pa še res. Klej vidi, da do zdaj sem upal, zdaj pa Dario prišel. Sem vam pravim, une ličnice so ličnice. Ne moreš mimo tega, ne? Ja, tako, isto, to je tudi Tamara rekla, zdaj, odkar so mi Drogota ubili, da je bil že caj, da eden pride. Pač, jaz sem mislil, da bo Grey Worm ta, ki bo letel noter, samo zgleda, da on je res čisto sam biznis, pa nič drugega, kako izgleda. Ja, pa on je tudi, kako se temu po slovenski reče pižama? Plačanc, nekaj. Ne, ker so brez... Oni so brez... Sivi Črv, misliš? Ja. Pač Eunuh. Eunuh, tako. Eunuh nima.
Ja. Od spodaj izgleda kot lutka. Ja, seveda. Pač ja, za to foro. Tega se pravi, da je prišel tja, da je tam zraven pač čisti biznis, ne, dela in to je to gara, ne, in to se lepo vidi zdaj, ja. Zato je Dario. Zato je, nekdo more. Ja. Lepa, ja. Drugač pa, pa pižama, Tom bolj tebe vprašal, ne. Zdaj pred Daenerys, ne, ko so zelo lepo skrili že spet vso epsko z teh mest pa to, ne. Kaj misliš, da bo pa ne toliko spekulirati, kaj veš, kaj bo v knjigi, ampak tako, kar se serije tiče za ta zadnji del, ne, a veš, koliko misliš, da bojo položili temeljev glede na knjige? Sam to, a veš, glede na to, kje smo zdaj v knjigah pa serijo, kako misliš, da bo šlo naprej, ker mene je sam strah, da jim bo dejansko zmanjkalo. Pa jaz mislim, da imajo kar dost štofa za naslednjo sezono. Mislim, da imajo, da je še čist dosto ostalo tlele v temule, mislim, v knjigi, ne, da bo kar zdaj itak, kar ostane še je ta, pa če tako rečem, da ne bomo Boki neč izdali, je to, kar je ta misa moment, ne, kar je tudi naslov dela. Potem je pa še vse, ne, zdaj se edin, kar je vprašanje, je zdaj sta dve varianti se tudi pojavljata tle v fandomu, je, ali bo jo Mirin upeljal v naslednji sezoni, ali bo pa pač Junkaj prevzel vlogo Mirina in bo tukaj potem za naslednjo. To pač, ja, ali bo sta dve mesti ali tri, ker zdaj sta tukaj zaenkrat na mapi samo dve, kar po svoje je logično, ker imaš tole, pač, ker se bosta samo ti dve pojavljali v tej sezoni, ampak kljub temu mislim, da je ravno na tej poti iz Astaporja v Mirin je še nek par teh zelo ključnih trenutkov za razvoj njenega lika, za razvoj njene psihologije in sploh, da se še bolj utemeli to sovraštvo njeno do sužnjarstva in vsega. Tako da mislim, da kar še čaka in da bo ne. Zdaj potem je bolj vprašanje za pa 5. 6. sezono, takrat se bo pa tam ne, kaj bo potem ne bomo zdaj. Ne, zakaj sem te to vprašal? Glede tega, resmo, koliko Boki, ki ni bral, ne, pa zihar je še kdo, ki ni tega bral, ne. A veš, da enkrat zdaj rečemo, zdaj, ker približno vemo, kje smo, kaj je konc sezone že skoraj, ne. A veš, do kje lahko folk prebere, če hoče iti za nazaj brat. A veš, znotraj knjige, tle malo zamota, ne, sploh, ker tudi stvari niso pisane kronološko, ne, ker imaš nekaj poglavja. A veš, jaz bi rekel, zdaj tle, v knjigi, če do rdeče poroke prideš, da je nekako varno, ne, do tle mislim, da ni še nič tako kaj zelo velikega naprej pol skvarjenega. Da, kakrat prideš, jaz tako rekel, kakrat prideš do rdeče poroke in ka vidiš pač kaj tega Caitlynega konc, če nočeš biti naprej, lahko pa počakaš, dajte se vidi pogovarjati, pa se bom jaz tjale stegnil po knjigo. Ne, ampak res, to sem res zaradi tega hotel, viš to Boki, ti bo zdaj itak, ti bo pižama knjige zrihto, ne. A veš, zaradi tega, da pač veš približno, do kje se da prijeti, ker tako, kot sem rekel, mislim, to dejansko se ti splača iti brat, ker boš pol tudi ene stvari mogoče na seriji, a veš, ne toliko drugač videl, ampak se ti tako, veš, pofila se ti znanje vmes. Ne, se meni čisto jasno to, koliko več knjige da, kot recimo film ali pa serija in glede na to, da koliko sem noter v tem, je nedvomno, da je samo vprašanje cajta, da bi te knjige pa da začnem brati po tem, ne. Sem pa hotel reči to, da v bistvu pred Daenerys, da kot gledalcu, ne, kaj bi se izrazil, na nek način že komi čakam, no, vsaj jaz, da ona končno zbere to vojsko, da te zmaji odrastajo, ne, da ona naredi en korak več, da gre mogoče končno na ladje in preko tega morja, ne. Čeprav jaz po drugi strani razumem, da ona potrebuje čas, da dobi vojsko, da tudi sama, da, kot je rekel pižama, da sama malo bolj dozori in vse to, ker smo videli v tem delu, da še ne razume čisto najbolj strateško, kako kaj izgleda, ko je mogel fan z ličnica in premakniti prst na mapi, pa reči, ne, tu bomo šli noter, ne, tu bomo napadli. Tako da razumem, ampak... Oni za nalaž premikal te prste. To je tudi res. Tam ni bilo samo učenje. Če bi bila tam na mest Daenerys ena taka, tista tipična Frejeva hčerka, mislim, da on ne bi se tako bil. Ja, gremo. Tako da bom rekel, prebral boš knjige, jaz sem to sicer do strani 709, potem po tej Caitlyn imaš še eno poglavje v Darje, da ti ga lahko še varno prebereš. No, vse to, zaradi tega, ker se mi zdi, da to je važno, ker
tako kot je rekel Boki prej, ne, to jaz v bistvu nisem pomislil, dokler ni ona rekel. Ker po eni strani, če si zdaj začel že sam serijo gledati, se mi zdi smotrno, da bereš za nazaj, ampak da se ne prehitevaš. Čeprav veš, kako je, pol ponavadi, veliko ljudi tudi pol pade noter in gre. In, Ja, težko se je. Zato pa zdaj te čakajo te prve 3 knjige, pa boš pa povedal, ne boš pa videl, koliko te bo potegnilo, ali boš hotel ali ne. Drugače pa tudi splačati. Koliko je vseh knjig? 5. Aha, 5. Aha. 5 trenutno, pa čakamo, da bo še 2 napisal. Se ti pa splača tudi, recimo, če bi pa hotel, zdaj, kad ti tak podcaste, pa to zelo veliko poslušaš, je pa tudi si dobiti pač angleške audio knjige, ki jih pa bere Roy Dotrice. To je pa tip, ki je igral v prejšnji sezoni v eni 2 delih, je bil unga piromanta, unga ta starga ata, ta div, to ognica, wildfire, ki rihta. Pa vse in on je res, tako te audio knjige so super. Lahko sam vprašam, jaz audio knjige nikoli nisem bral, poznam pa dosto tem, ker tudi pri ostalih podcastih slišim, da promovirajo te audiobooks pa to. A je to res dobra zadeva? Mislim, priporočata ful, oziroma se ti bižama, ti imaš več izkušenj s tem. Veš, kako je s tem? Jaz sem jih kar ne par, ampak jaz sem jih dost večinoma tako, da so bile to knjige, ki sem jih že enkrat prej prebral, pa sem potem tako, fora je, da ne moreš biti glih 100% skoncentriran, če recimo poslušaš med vožnjo, če poslušaš ne vem kje, tako zmeri je kaj, ne, pri podcastih je itak, ko poslušaš, je vse en, če kje kakšen stavk spustiš, itak bo, ne, so stvari dolge pa uro, tako da če imaš najbolj da probaš in vidiš, koliko imaš te koncentracije vmes, pa kaj so te aktivnosti, pri katerih ti lahko to poslušaš in da še zmer odneseš od tega. Je pa zelo zanimiva, taka izkušnja. Jaz vem, ker sem glih to Fist for Crows, da sem jo tudi kar audio knjigo in sem potem, ker sem na kolesu v fitnessu gonil tiste, kad imaš na konstanti, moraš reči, da si moram na telih 150 udarcih na minuto, pri temu pol ure gonta, ali koliko, veš, čist pa še neki tazgo, in si tudi lahko skoncentriran. Zdaj, če se pa ti voziš v avtu, pa moraš merkati na vse une mojstre, ki so so kupili avto na 60 obrokov, pa jim je bilo žal še 61 ga plačati, zato da bi si žmigovce lahko kupili tudi zraven. Ali pa se spusti kakšna stvar. Štekam. Ok, pa imamo še pižama. Ja, John je fasal od Orla. John je dobil po pesi. Ja. Tako, v prejšnjih delih se je klunčkov z igrito, zdaj se je pa z orelom. Je tak biseksualni lik ratov. Ja, čist je ratov biseksualni. Ampak, klepa ta, kako bi človek rekel, te wildlingi tukaj, že spet ful mojstersko izpeljano, da jih lahko sam 12 kažejo. Veš, ki so preplezali čez, ki grejo tega modela s konji napadati. Pa fajn mi je ta že spet dinamika, ker sem mislil, da bojo z igrit zadevo bolj hollywoodsko furali. Na začetku se mi je zdel mogoče preveč, veš, kako si rekel, da mogoče malo unga dark side manjka pri Tyrionu. Jaz sem imel malo feeling, da mogoče pa John pri igrit je pa tako, veš, sta pa preveč se ima ta rada, v smislu, veš, da se je pa začel končno krhati, ampak jaz sem mislil, da so to že prej začeli dogajati, pa se je zdaj končno, tako da hvala Bogu, ampak tako, to se mi je meni zdaj ena taka stvar, ki sem jo tako... Ti si pričakoval, da bo takole obrnil se nazaj John, ali si bil prepričan, da bi on bolj že s temi divježi zaradi te igrite? Bil sem nekako 50-50 varianta, nisem bil čisto prepričan, čeprav njegova skozi te reakcije pa te facial expressions, veš, je nekako dalo vedeti, da ni čisto prepričan, da je on pa zdaj eden izmed njih, veš, da ga še vedno nekaj nazaj vleče. In meni se zdi ta njegova odločitev, da on je, oziroma da se je pokazal, da on je še vedno en od teh The Night's Watch, pa to, Meni je to všečno, meni je to bilo cool. Meni nekako ni spadal zraven tistih divježev, In tlej smo imeli spet tudi ta glih, skoraj da bi se lahko srečali, pa niso, tako kot tam Arja s svojo familijo, tukaj le Bran, pa Rickon, pa John. In Rickon je končno spregovoril in je pismo tam malo zna. Sem se spomnil na vaju, ko je začel govoriti, ker ste govorili o prejšnjih epizodah o tem in sem se mogel upravno smejati. Pa dejansko je kul ta malo, pa to čist brez evancije. Mislim, tako res dejansko ful dobro. Ful je bil čusten prizor ta je bil čist. To, kar se ločijo in
ki grejo po svoje, pa Hodor, ki je vas preplašen tam pred, mislim, da je to the best ta Oz, ki na Winter is Coming, ki je tudi ta Unsullied, ne, brez madežen, ki ni bral knjig, je rekel, da pač Hodor je tak, kot njegova mačka, isto se boji nevihte. Ne, ampak cela ta scena je bila tako, mislim, toliko enega payoffa je bilo v temu delu, ki se je prej postavljal v bistvu, no, mislim, ne toliko payoff, ampak toliko ene substance je bilo, ne samo polaganje temeljev, ampak tako res neki premiki, da, mislim, tak del se lahko zgodi samo na podlagi 8 prej, pa še 2 sezon, no, to sem hotel reči. Tega ne moreš doseči v prvi sezoni v 4. delu, pač nemogoče. Veš, ker je toliko enih likov se že zgradili in zdaj umrli in pol folk, tako kaj klep, ker Rikona noter upele, pa se bojo te lučili, ne, pa tam te skoraj srečanja in potem nesrečanja, ne. Res, mislim, toliko je enih, mislim, tako mesnat del je, no, če ne znam drugače sploh povedati. No. Pa tudi videti, recimo, zdaj, kar se zdi, da ne, za to sezono, da smo zdaj z Brenom, pa tudi z Rikonom, ne, da tole smo približeni, tako verjetno nek bomo videli sam še mečkem, kako grejo, ne, drugi sezon, mislim, še v 10. delu, zdaj bomo pa videli, pa kaj pa razplet v Kraljevem pristanku, ne, kaj vse sej dogaja. Če lahko sem tu na to temo, še meni je zdaj zelo za naprej gledano, ker Starki so bili vedno tisti, vsaj za mene, najbolj good guys, veš, kao srednja familija, nekaj čin, čeprav je mogoče največ prekazovala, ampak zdaj kot gledalcu, ne, kot ni bral knjig, meni jasno, kje se lahko oni sploh zdaj poberajo po vsem tema, ne. In očitno, mislim, kakor kaže, res je vse na plečih teh ta malih dveh, ki pa sta še zelo mlada in tu me ful zanima, kako se bojo Starki spet vrnili, če se bojo. In to je ena od stvari, ki me nekako zelo pretegnila in ki me zelo zanima za naprej. Pri takih stvarih sem ti favš, da nisi bral. Pri takih stvarih, jaz bi tudi to imel. Špekuliral še, ne. Ja, dejansko so 4 Starkovi, ampak vsi pravzaprav vajo edin za Sanso, da je živa, ne, za vse ostale mislijo, da jih ni več, ne, da Bran pa Rickon, da sta umrla gor v Zimišču, Arya itak izginila že tam po Nedovi smrti in jo, kjer niso najdali noben, pač kar je teh playerjev, ta glavnih ne ve, zdaj, razen Mezinčka, ampak je pa vprašanje, zdaj a jo je on spoznal tam v Partivinu, ne, v Harem dvoru, kar reče letos je enkrat, mislim, da je rekel Sansi, kao, videl sem tvojo sestro, ali pač sam blefira za to, da bi jo. In tle bomo zdaj videli, mene zanima, če bo zdaj, kar je Bezinček, nek so ga poslali v Arinski dol, ki je gor v Orlovo gnezdo, v Airi, Kalisi Arin, pa tam mu Joško sesu, če bo prišel, ne, če ga bomo videli, jaz bi ful rad videl gor na spet ta grad, ker je fino, sploh te tam gor je največji facej tako mord, on je čartaster, on je tak s krepelcem poboža, pa zdaj ima zlato, zdaj bomo prišli gor in on bo tako swag imel tam gora, veš, mogoče. Veš, ko Matirijo vesno, da on bo zdaj tam ta glaven frajer, on bo imel, se ga prav predstavljati, kako on ta Dirty South rapper, pa kaj tazga, zdaj što mu čez vse zobe bo imel zlato in tam bo srko, kozje mleko fermentirano, kaj tazga. Ampak ne smemo preveč zabresti v une, treba počakati 10. del, da vidimo. Ja, da vidimo, kaj bo. Ampak, kaj se zgodi. Glih to je v teh karakternih igralcih, ki smo pred tam je bil ta Mord, ki tega ječarja igral, ta je bil tak super lik, tako komičen relief, ne, in bil mehan bebčka, pa bum, ne, ampak je naredil tist, kar je moral, ne. Ja, saj te so ta najboljši, tako kot Walder Frey, ne. Zmeram epsko, ne. Tako da ja. Drugač pa tole sem te hvala še bolj vprašati, tako, a ti pač, ki si rekel, da full serije gledaš pa to, ne? A ti si na Game of Thrones po kjermu ključu si prišel, da si sploh to začel gledati? Veš, kaj ponovati tako rečeš, Igra prestolov, kaj se pa gre? Ja, eni imajo meče, pa na konjih so in pol 3/4 ljudi neha zanimati. Me sam zanima, po kjermu ključu si sploh prišel? Mogoče se bo malo slišalo čudno. Jaz vseeno sem nekak fan Gospodarja prstanov, ne, a veš. Meni so bili recimo Gospodarji prstanov všeč, ne, kot trilogija, kot film pa to. In ko sem gledal te razne trailerje od Game of Thrones, sem rekel, dobro, nekaj čin je mogoče malo podobno, ne, malo kak zmaj, pa to sem tja, veš, pa vitezi, pa mogoče eni so mi rekli, da ja, veš, to je kot kao gladiator, veš, dosti je sabljanja, veš, ono, ko je gladiator, ali kaj, oziroma ne tista serija, kaj je Spartacus, ne.
Ja, in čeprav Spartaka še nikoli nisem gledal, no, ampak sem rekel, dobro, in sem v bistvu začel Game of Thrones gledati bolj zato, ker sem si nekako zafilo luknjo, veš, nisem imel tistega nekega full napaljenega feelinga, kao, wow, to moram pa zdaj gledati. Ampak me je pa si začel takrat, ko se je predvajal, ali si kasneje odpadel? Kasneje, jaz mislim, da sem nekako proti koncu prve serije oziroma prve sezone začel gledati, tako da sem v bistvu imel možnost, da sem zelo kratkem času eno za drugo gledal, a veš. In sem pol na tak način nekako dohitev to vse skupaj in potem drugo sezono štartal naprej normalno. Ne? Ja, to je pol, ker normalno gledaš je tak grozen. Ja, jaz veliko rajš pogledam, doskrat tudi to naredim, da se spustim, recimo zdaj gledam Mad Men in sem si pustil, ne vem, koliko delo je že zdaj zunaj, oziroma je sploh nema sezona že končana, ne, oziroma bom zdaj pogledal vse naenkrat, a veš. Sem tudi začel puščati, pa sem še zdaj na začetku 3. sezone. Ampak dejansko je tudi, ne, Igra prestolov je taka, da, kar je, ne, nimaš teh nekih, vse so loki znotraj epizode, ne, ampak niso toliko zaključeni, kot pri večini, ne, in dejansko je to taka serija, ki jo pol si rečeš v The Best, ne, in ki jo gledaš, dejansko tudi ni deli, ki se zdaj mogoče, ki jih tedensko gledamo, ki mogoče bolj filler izpade, ampak ti to gledaš kot nek 9-10 urni film, ne, pa funkcionira, ne, in so stvari na svojem mestu. Ja, to je res. Ja. 55 minut. To je to, že spet, pač sej, meni je že vse enrat, ali jaz se sploh ne trudim več, ko vem, da bo eno uro. Kaj je cilj, da je pod uro, ali kaj je Ja, ne, plan je bil tako, ne. Na začetku. 3/4, to bo 3/4. Sva rekla, če bova napraskala toliko materijala? Jaz vam lahko povem, vam vidim mogoče, ki ste vsako daje skupaj in govorite, mogoče to, nimate tega feedbacka toliko, ampak, oziroma nimate tega feelinga, ampak recimo meni kot poslušalcu gre tista ura takoj skozi sve. Tako da malo pohvalno, ker je zelo dobro komentirata, iz knjige malo dodata detajle in enmo, ki je fan te serije, se mi zdi, da tista 45 minut ali pa ura, isto hitro gre skozi, veš. No, je to dobro slišati. Hvala. Ker očitno res na okoli ratal. Tako da, zdaj bom jaz pač ta outro naš naredil, ne. Kar Pižama, prvo ti povej, kje se te najde na internetu. Najprej bomo rekli, oprostite, če smo kaj spustili. Povod je bilo, itak bomo pa verjetno delali še ne par teh round-upov na koncu, pa celo sezono pregledovali tako da bomo pač našega gosta zdaj na koncu. Da naredimo najprej samo teaser za naslednjo, v naslednjih glavah se nam bo kot gost pridružil Marko Hladnik, možakar iz Idrije, ki trenutno živi na Nizozemskem in je eden od 4 kako bi rekel, upravljavcev strani Winter is Coming, ki je pač to, kot že skozi omenjamo, stran za te za vse gledalce serije. In povedal, bomo malo podebatirali, predvsem o 10. delu, pa mogoče tudi skup, pa malo ga bomo, glede na to, da je bil zanč na otvoritvi razstave Game of Thrones v Amsterdamu, mislim, da je bila, in da je govoril s parimi igralci. Mislim, da bo imel kar dost kakšnih takih zanimivih stvari zapovedati. Zdaj pa res, mene najdete na afnapizam oziroma stricvedans.com. Ok, jaz sem na Twitterju Anzeto, drugače sem pa insite anzet.eu, pa še ta moj podcast Aparatus delam, ki je tudi na aparatus.si2.ja. Zdaj pa... Hej, Boki, ko pa ti delaš, pa kje se te najde? Ne, če jaz pa malo en basket furam, pa... A se kakšen finalu najde, pa to? Ja, neč Boki Nahvar je moj Twitter name, največ na Twitter aktivn, drugih stvari, internetna stran, sicer imam Facebook, imam sam, Twitter je tista in zadeva za mene, tu se me najde in kakršen koli komentar pa to, oziroma debatiranje o Game of Thrones je več kot dobrodošlo, z veseljem odgovorim vsakmu. Okay, laufa tudi ta naš mail glave@aparatus.si za kakršen koli feedback, kot je Boki rekel, lahko na Twitterju težite, pa če se slučajno naročate na glave v iTunesih, bo kakršna koli ocena tam dobrodošla, drugače pa tole je zdaj 58 minuta približan, tako da to je to, rečite adijo, pa nehamo snemati. Hvala za povabilo, čau. Ja, adijo, pa nehamo snemati. Čau. Čau.